strokovnega sodelovca Planinske zveze in inštruktorja Gorske reševalne zveze, Matjaža Šerkesija, prosim, da nam predstavi trenutne razmere v gorskem svetu, statistiko gorskega reševanja, obvezno opremo in pa pomen zavarovanja za planinsko dejavnost. Hvala, Maša, lep pozdrav. Bom začel kar statistiko. Sicer primerjava na dan 10.6. z letošnjim in pa lanskim letom. V letošnjem letu beležimo 154 intervencij v gorskem svetu, kar pomeni že 54 več intervencij kot lanskem letu na dan 10.6. Žal je med njimi bilo tudi 7 mrtvih posameznikov. Tukaj je številka nekoliko bolj spodbudna, v lanskem letu je bilo takšen čas 12. Na prvem mestu med vzroke nesreč, kar 42 primerov beležimo, še vedno je zdrs, kar pomeni v tem celotnem alpskem loku je zdrs ves čas na prvem mestu. V 22 primerih je bilo za nesrečo krivo nepoznavanje terena, se pravi slaba priprava na turo hoja kar tako. V 25 primerih pa telesna in pa duševna nepripravljenost oziroma fizična nepripravljenost. Dvema nesrečama pa je tudi potreboval alkohol. Planinska sezona je v polnem razmahu, poletje se bliža, tako da v gorah pričakujemo iz dneva v dan več obiskovalcev. Zato kot prvo, tam spredaj imate nekaj te osnovne planinske opreme. Vsak nahrbtnik, ki naj bo tam za neke dnevne ture med 25-35 litrski, ne prevelik, zato da ne nosimo preveč, čim ima nekih dodatnih trakov. V njem naj bo pa, se pravi, tale komplet prve pomoči. Tudi, če je nikoli ne bomo rabili, hvala Bogu, če je nikoli ne bomo rabili, takrat, ko je pa rabimo, je pa nujno potrebna. Vsak komplet sodi tudi takšna astronautska folija, alofolija. Gre za čisto preprosto folijo, ki lahko služi kot zaščita v primeru neke poškodbe. Vsaj toliko, da osebo uvijemo. Na eni strani je srebrna, na drugi zlata, kar pomeni, da lahko to osebo zaščitimo tudi pred velikim vplivom UV žarčenja, se pravi za osebe, ki imajo neki toplotni udar ali kaj takega. Seveda lahko namesto te astronautske folije, ki dobite v vsaki lekarni, v vsaki specializirani trgovini, uporabimo tudi tisto črno veliko vrečo za smeti. Ima popolnoma enako funkcijo kot tole. Bom jo kar tam dol odvrgal. Sledijo planinski čevlji, ali tako imenovani gojzerji. Vse preveč planincev srečujemo v gorah s pretežkimi planinskimi čevlji, to je en ekstrem, se pravi tistimi, ki so namenjeni za pozimi. Taki gojzerji se noga hitro utrudi, dodatno se poti, seveda zaradi tega nam pade motivacija, prej dobimo žule in posledično lahko tudi pride zaradi tega do kakšne nesreče. Se pravi, čevlji, poletni čevlji naj bojo lahki, lahko so usnjeni iz umetnih materialov, predvsem teža je pomembna, pa togost podplata, se pravi, podplat pri zvijanju mora ostati trden, zato ker stopimo, obremenimo, da nam ne zmanjka podlage, kar pa seveda neki ceneni čevlji tega ne zagotavljajo. Potem lahko uporabljamo tudi neke trail, nizke copate, gorske tekače srečujemo v njih, vendar je potrebno vedeti, kdo in kam jih kupujemo. Se pravi, za neko visoko gorje srečujemo še vedno gojzarje, ki hkrati zaščitijo gležnje in pa spredaj prste. Razna boso noga hoja v pankah v gore ne sodi, pa ne bo še tako moderno in tako zdravo in tako hud. Spredaj imate še potem čelado. Čelado svetujemo vsem obiskovalcem, ki se odpravijo gore in planinska pot poteka pod nekimi melišči oziroma poteka po nekih meliščih, kjer je več možnosti pasov. Vemo, glava je tisti najšibkejši člen in ponavadi, ko se zvrnemo, najprej z glavo sekamo potlej. Poškodbe so lahko usodne ali pa privedejo do tega, tako da taka oseba ne bo več hodila ali pa bo imela kakšne druge težave. In pa seveda pod stenami. Tam je ponavadi padajoče kamne, sploh v pomladanskem času, ko se stene začnejo čistiti, je tega več in svetujemo uporabo čelade. Vsak nahrbtnik, ne glede na to, se odpravimo za 1 uro, za več ur, sodi še čelna svetilka, vedno nas lahko preseneti noč, sodi tudi, predcenimo nek plezalni pas, samovarovalni komplet, potem tukaj imam kapo pa rokavice, tudi poleti, ko je 35 stopinj in več, moramo to imeti v nahrbtniku.
Namreč, ne vem, avgusta v nekem sredi visokogorju so zelo pogosta, tudi lahko nizke temperature, sodra ali pa snežne padavine. Če nimamo primerne opreme, telo vemo v nekih takih ekstremnih razmerah hitro ugasne. Malico, pijača, tekočina, ja, mejmo jih za sproti, vse ostalo dajmo po potrebi dopolniti v planinskih kočah. Temu so planinske koče namenjene. Namreč tiste velike kasete pa velike količine pijače na hrbtniku pomeni dodatno težo in pa seveda s tem dodatno izgubljamo energijo in se prej utrudimo, pa ponovno tisto pivo, ki ga prinese, je gore že vso toplo. Imejmo v vsakem primeru neko železno rezervo sabo. Ta železna rezerva je hrana, energijska hrana, visoko energijska hrana, ki nam služi za primere v nekih zasilnih izhodih, nekih bivakih, tako da nadomestimo tisto nujno energijo. Trenutne razmere v gorskem svetu je še vedno sneg. Na planinskih poteh, določenih planinskih poteh je ta sneg zvit, pomrznen, lahko gre samo za meter ali pa dva. Vendar, če tak del z neprimerno opremo prečimo, lahko pride do zdrsa. Ni problem, če se to naredi na ravni podlagi, problem je, ko so te poti ponavadi izpostavljene, namreč ta snežišča ponavadi segajo ravno čez te prepadne, bolj izpostavljene dele in če natakmo tereno zdrsnemo 2-3 metre z glavo udarjeno v skalo ali pa celo pademo dol čez skok in posledice so lahko usodne. V poletnem času se je treba v gore odpraviti dovolj zgodaj, to ne pomeni ob 9-10, ampak pomeni ob 4 zjutraj, 5 zjutraj. Takrat s tem naredimo, da se izognemo tisti hujši vročini in pa vemo, da v popoldanskem času, tam po 12 ure so tudi prisotne po statistiki najbolj možne nevihte, ki spremljajo strele pa vemo, da smo najbolj varni v planinski koči ali pa avtomobile oziroma doma. Na samih planinskih poteh srečujemo tudi bivake, zavetišča. Še enkrat poudarjamo, te so namenjeni skrajnim izhodom, se pravi tisti in case of emergency, ne zato, da se tam prirejajo zabave oziroma se gre nek visok gorski turizem z izmenjavo. To vse sodi v planinske koče, temu so namenjene. Če se v gore odpravljamo z otroki, turo dajmo prilagoditi otrokom, ne step, ne zdraviti neke svoje otroške zapoznele sanje. Otroci so tam, njim je važna tista pot, ne vrh. Se pravi, kaj se dogaja na sami poti, če jim morda palče kakšne bombone prinese, ali pa tam tiste mravljice gledajo, ali pa palce lomijo. To je za njih užitek. Pa ne jim kupovati prevelike čevlje za 5 let naprej, zato ker jim boste že na prvi turi preskute. In nikoli več se ne bojo odpravili z vami, razen seveda, če to želite, da v gore sami hodite. Vse pogosteje v zadnjih letih statistika priča tudi v tem, seveda, da gore prinašajo nek pozitiven aspekt za zdravje. Vendar se treba zavedati, da neke kronične bolezni, ki so v nižini, čisto nekaj vsakdanjega oziroma so obvladljive, lahko zaradi nekih specifičnih razmer, preutrujenosti, dehidracije, višine, sonca, privedejo do situacij, ki postane neka čisto normalna sladkorna bolezen ali pa neke težave s srcem, radikali, do takih stopnje, da ni več povratka. In takrat, ko pridemo gorski reševalci, taki osebi na pomoč, je v večini primerov že prepozno. Zato, če imamo kronične bolezni, dajmo to upoštevati, dajmo se posvetovati z zdravnikom, pa dajmo turo prilagoditi sebi. V letošnjem letu smo pa prejeli tudi kar nekaj sklicov, posamezniki so se odpravili v gore v tujino in se jim je zgodila nesreča, niso pa imeli primernega zavarovanja sklenjenega za to. In seveda v tem primeru so sami nosili visoke stroške, ki so se začeli od 4.000 do 7.000 evrov je bil najnižji račun, ki ga pač potrebno plačati nekaj v roku 3 tednov. Zato še enkrat, da vse obiskovalce gora apeliramo, svetujemo, da v primeru, ko se odpravljajo v tujino, poskrbijo za ustrezno zavarovanje. To ustrezno zavarovanje imamo tudi v sklopu članarine Planinske zveze Slovenije, dodatno pa še svetujemo ta polis, ki zajema še neke druge vsebine. Se pravi, dajmo poskrbeti za zavarovanje, da ne bo bolela glava posledično. Hi ho, the dairy, the cheese stands alone.